sončni žarki v marcu hitro ogrejejo visoko gredo in na visoko gredo hitreje sadimo in sejemo. Tukaj imamo eno kombinacijo, to je por, vmes smo sejali mesečno redkvico, solato, spet vrsta pora. Vse to bomo pojedli kot mlado zelenjavo, ne bomo čakali do konca, seveda solata bo naredila glave. No, tukaj pa vidimo blitvo, ki bo rasla v šopkih, jo bomo rezali, da bo vedno mlada. Tukaj vmes pa je sejan korenček, na drugi strani je še špinača. Na visoko gredo lahko sadimo, kar pač želimo, boljše je spomladi saditi iz sadik, kaj zelenjava hitreje raste, hitreje zapolnimo vse prostore. Zdaj pa predlagam, da se sprehodimo še v rastlinjak, kjer pa je že vsega v izobilju. Dan v rastlinjaku je hitro minil, tukaj ni dežja in glede na sonce, temperature je bilo treba vse izdatno zaliti. Najbolj seveda potrebujejo vodo mlade sadike in pa rastline, ki so že v vegetaciji, rastejo. Tukaj imamo solato, grah, pobirali smo tudi motovilec, ki je bil sejan na povprek. Vidimo, da bo že kmalu za pobirati tudi solata. Navsezadnje je treba kopati tudi česen, med česnom pri nas uspeva mesečna redkvica. No, tukaj smo dodali zemljo od šampinjonov, korenček že kuka ven, nekaj setev še pričakujemo. No, tukaj pa smo v jeseni sejali peteršilj, nekaj peteršilja ni prišlo ven in zato smo kupili sadike peteršilja, vmes dosadili prazne prostore in tako bo dejansko peteršilja dovolj. V tem času že lahko kupimo sadike, tukaj je nadzemna kolerabica. Porabili smo še zadnje sadike in jih umestili vmes med solato, ki je bila sejena že v jesenskem času. No, največ dela pa je bilo na zadnji gredi. Tukaj vidimo, da uspevajo različne kombinacije. Na tej strani imamo blitvo, solato, na drugi špinačo. V nadaljevanju mehkolistno solato, kombinirali smo svetlo-zelene in temnejše tone, zraven spet nadzemna kolerabica, tako da zapolnimo te prazne prostore. V ozadju pa imamo že tudi čebulo velikanko, exhibition sorta, ki res naredi ogromne čebule. Take čebule enostavno doma nimate. Vidimo pa sadike rdeče pese, ki so dokaj majhne, ampak iz sadik se bistveno hitreje razvijajo, lahko jih tudi sejemo. Tako da danes je bilo res uspešno na visoki gredi v rastlinjaku, seveda pa smo delali oziroma delamo tudi še v sadovnjaku, tam sadimo eno vrtno posebnost, pa bomo pogledali, kaj je to. No, v sadnem vrtu pa smo posadili posebnost, to je mandl, ki pozno cveti. Gre za sorto Supernova, ki je tudi samooplodna, to pomeni, da ne rabi drugo sorto za opraševanje. Samooplodna je tudi sorta Tuono. Drugače pa zelo dobro uredi tudi sorta Rekord, ki je treba saditi skupaj sorto Butermo za tisti pravi pridelek. No, ta mandl je bil predhodno v rastlinjaku v trgovini, ampak praktično mandl ne rabi biti v rastlinjaku, kajti zdrži temperaturo, kar se tiče zimskega mraza, do -20 stopinj Celzija, tako da zaradi tega ne rabimo imeti strahov. Letos je začel s cvetenjem nekoliko prej, zna biti, da bo pozebel, ampak potem v naslednjih letih, ko se navadi na našo klimo, pa mislim, da mu ne bo težav, kajti ta sorta, to je sorta Supernova, cveti v času cvetenja breskov. Druge sorte, ki sem jih omenil, pa cvetijo v času cvetenja marelic. Za mandl skopljamo sadilno jamo, malo širše od lonca, pazimo, da je cepljeno mesto nad zemljo. Tukaj vidimo, da je na divji mandl cepljena žlahtna sorta in tako pravzaprav lahko pobiramo oreške tudi pri nas, če to delajo na Hrvaškem, v Međimurju.
med Muro in Dravo zagotovo lahko delamo tudi na Dolenjskem, izberamo pa lege, ki so nekoliko više, se pravi vinogradniške, dobre sadjarske, tam, kjer ni vdora hladnega zraka, in pravzaprav tako bomo poskusili tudi s to sadno vrsto in bomo videli in poročali, kako bo s pridelkom tudi v prihodnjih letih. No, poglejmo na koncu še zemljo na vrtu. Enkrat smo jo že prerahljali z ruskimi vilami. Zemlja je bila dokaj mokra, še zdaj je, ampak to je težka ilovnata zemlja, ki je zdaj po domače še pacasta, ampak spomladi lahko hitreje sadimo samo tako, da jo nekoliko prezračimo, drugače je treba dolgo čakati na to opravilo. Tako da jaz običajno v tej težki ilovnati zemlji v spomladanskem času grem s tem orodjem kar večkrat čez gredo in potem, ko je optimalne vlažnosti, pa se pravzaprav zelo lepo drobi in takrat začnem potem tudi s setvami, sajenjem. Zdaj grem drugič in vidimo, da je že boljše strukture, tudi v spodnjih plasteh se lepše drobi in na ta način v tretjem hodu že praktično pripravimo zemljo. Dobro je, da je kaj sonca, tudi veter v marcu zelo dobro suši taka tla. Takrat, ko je greda cel dan na soncu, je hitro suha, tukaj pa popoldan nekaj sence, zato je treba nekoliko dalj časa tudi vztrajati. Tako, z vztrajnostjo se daleč pride, z ruskimi vilami pa še dalj. Tako, to je bilo vse za danes z domačega vrta. Imeli smo veliko dela, verjamemo, da se bodo tudi vam porodile kakšne ideje in štartate tudi vi.